Dober dan. Dobro jutro vsem skupaj. Tole je moj prijatelj Grega. Galaxy 81 iz Twitcha še. Bilo nekaj. Twitch časov. To je bilo tam leta 2016-2017, ko je tale Junc bil kokster. 18. Kam greva? Greva na Jezersko, malo se zapeljati z vespicam. Eno je črna, da vidimo. Čisto enaka kot moja, samo da je 125 kubikov. Grega je izkoristil tisto zadevo 7 ur, ne, pa izpitu B. Tako, 7 ur odpeleš, imaš izpit za 125, velja po Sloveniji. Top shit. Koliko časa imaš že vesp? 2 meseca bo zdajle. In koliko kilometrov naredil? 1000, čist premalo, ampak ni časa za vse. Prej si avtomobile furu, zdaj si pa kar hitro šel na skuterčka. Kako? Top je, ni gužve. Ni gužve. Vedno si prvi na semaforju. Greva na Jezersko, pičiva, malo se bo ustavila, pa greva uživati, če izkoristiti te čase, dokler je lep vreme. In kako je? Volano, sredka je zato. A si opazil, kaj je mušic? Tu. Živali je. A si videl? Pa saj sem jih par v faco dolgo, se je to zapeče. Ampak vedno pošpricam, stari. Ajmo. Zdaj pa sam naravnost i ovinki do vrha. Ajde, vrha. Dober ga ti pajse. Samo polako. Samo polako. Para na benzu. Green. Ajde. Pazi, fora uletiva sem na Zgornje Jezersko in nekaj se dogaja. Tako, svašta, glej to. Pojme je, za kva se gre, ampak bomo raziskali. Parkiri, da bo zgledal, no. Dej. Dej. Še nisi spil kave, a? Nikakor, da spijem to kavo. Zdaj smo prišli na ta famozen jezero, ampak vidim, da je kar presušen. Ponovno je tak lep zelen. A zdaj le, gled to? Ni lep za na story. Ni lep. Gled kakšen je ta jezer, ej. Tu je pa mlaka. Oh my god, gled ta mulj. V bistvu to je trava, ki pač not plava. Plava, ja. In gled to, voda je vse do vrha. Dejansko je toliko presušenja. Suša je bila, ne? Gled to, oh my god. Hotel iti plavat, kam sme to pripeli? A veš, ki so hotla jeti, ne? Sam med tem folkom tam nekje se najde 2 vespe. Bomo pa še malo tlen. Evo je, Grega častil sladoled. Dobar je, dobar. Zdaj je kao prizarjajo nesreča. Kao padel en deblo na Astro. Zdaj so poklicali reševalce. To ti neki sejem za reševalce, prvo pomoč. On je pa kao gorostov.
Že dvigujejo hod. Obzirnostjo iznosa in izvozila. Gremo ven. Gremo prvo. Pazimo ovdarje. Pa ste v redu, gospa? V redu. Reševalci, koji pozivajo zanimalna nosila, policist prvi poškodovanca. A gremo dol. Tam dol. Kaj je to danes? Kaj se to dogaja? Ajde zdaj, kaj zdaj zablokiral? To je organizator Dejan Rogl. Kaj se dogaja tle? Ja, danes se dogajamo, malo kažemo za folk. Kaj? Reševanje, kaj se dela, pa prvi posredovalci imajo svoje tekmovanje. In to je v bistvu kaj, nekaj variante, kaj, sejem ali? Ne, izobraževalni dogodek, da se nekaj naučiš, malo tekmujejo, pa to je to, drug let pa ti prideš, ne? Ok, super, rade volje. A znaš uživljati? Ja, odvisno kaj, pa koga? Ženska obine. To je... Sam bi samo pihe delal, ne? Kje imam kaj? Hondo! Gospa, vi ste pa hitro ozdravili, kaj je to? To je to. Rešili so me? Ekspresno so vas rešila, ne? Važno. Super. Daj povejo, kdo je bil inštruktor ta prvi? On je organizator vsega skupaj, ustanovitelj društva, prvih posredovalcev. Prvih posredovalcev. Tako, ja. Koliko časa je pa že to na sceni? Zdaj mi delaš brige, 5 let. Aha, in ti si 5 let z njim? Ne, ni res. Jaz sem se prejšnjo leto vključil, ko sem se zaposlil v istem podjetju. Daj mi povej, kako lahko pretrpiš oziroma vidiš vse te nesreče, pa te žrtve, pa to, pa kri, pa glave dol, pa. Ali si za to ali pa nisi, malo se navadaš, večina vsega tega je poslanstvo. Daj mi povej, kako si me prepoznal? Tebe vsak v Sloveniji poznali, kralju. Pod Grega. Prosim. Sem mislil, da mi je ratal se prešverca, dejansko so me teli reševalci prepoznali pa pustili, da sem snemal. Pa so pa rekli, da bomo v vlogu, bomo to. Ja, to je tako, kad si poznan. Ne morem niti ukurvanje po domače povedati. O, vidiš, vsi te poznajo, to je slaba stran. Tako, a zdaj bojo pa tudi tebe. Skratka, čez približno 10 do 15 minut bo na prizorišču, kjer ste si ogledali prikazno vajo, potekal prikaz dela z policijskim psom. Se z rameni postavim direktno nad osebo, zato ker sem tako nimam moči. Če se preko spadam v glavo. Gledam direktno na osebo in pričnem stiskati prsni koš. Prsni koš stiskamo frekvenco 100 do 120 stisov na minuto. To je nekje 2 stisa v sekundi. Globine 5 do 6 cm. Po 30 stisih, 27, 28, 29, 30, pustim dihalno pot, zaprem nos in dam 2 vpiha. Naslovi scenarijev pa so zelo zanimivi. In nadaljujem stisi prsnega koša. Pauze med stisi pa vpihi naj bodo čim krajše. Da s tem našim pacientom želimo, da se cel čas nekaj dogaja. Po naslednjih 30 stisih ponovno spustim dihalno pot,
zaprem nos in dam dva opiha. In takoj stiskam dalje. Ker sem prej klical na pomoč, me je slišal naključni mimoidoči in bo prinesel avtomatski defibrilator. Posebej neodzivna bova zdaj defibrilator. Medtem ko on montira, tudi če je to neka neznana seja, pa se jaz ne odločim za stise, za upihe, zgolj stiskam prsni koš. Eno elektrodo nalepimo na desno prsno mišico, drugo pa pod pazduho. Elektrodi na bolnikov gol prsni koš, kot je prikazano. Analiziram srčni ritem. Ko srčni ritem analizira, se umakne. Ne želim, da aparat zazna moj srčni ritem. Želimo, da je... šok. Ok, šok je svetovan. Ta čas, ko on polni, mi stiskamo. Po novih smernicah moramo stiskati, zato ker preko cele sekunde lovimo. Vsi stran. Izveden šok 1. Takoj stiskam dalje. Se je dotakniti bolnika. Začni z oživljanjem. Po novih smernicah je tako, da želimo čim več časa efektivno oživljati osebo. Kaj delamo s tem, ko oživljamo osebo? Če to naše srce, a ne? Normalno delovanje srca je tako. Srce pumpa kri po telesu. Najbolj si želimo in najbolj potrebujejo tole kri, ki jo srce črpa, naši možgani. Naši možgani začnejo zelo hitro propadati, umirati celice. Možgani nujno potrebujejo kisik. Kisika je v telesu še kar nekaj. Po krvi, v nogah, v rokah, vse posod. In če jaz stiskam prsni koš, torej stiskam naše srce, mehansko poganjamo kri po telesu, kri prihaja v glavo in oskrbuje naše možgane. S tem kupujem čas do nadaljnjih postopkov oživljanja, tudi če ga med samim začetnim oživljanjem ne bomo uspeli oživeti. Reševalci, ko pridemo, imamo večje možnosti, ker se je z njim nekaj dogajalo. So ga očividci, mimoidoči, že oživljali svojci in okolje. Torej, neprestano oživljamo, stiskamo prsni koš. Tudi med tem, ko lepi elektrode, stiskamo prsni koš. Ko se polni, stiska prsni koš. Samo takrat, ko analizira srčni ritem in pa ko proži šok, takrat se osebe ne dotikamo. Pri analizi je slabo, ker lahko zazna naš srčni ritem, pri šoku pa lahko vas spravi v srčni zastoj. Tako da med samim šokom definitivno ne smete se dotikati pacienta. Tisti, ki pritisne gumb šok, mora prevzeti odgovornost, da je čez stran, vsi stran, pogleda, če se ga drži in takrat stisne. Okay. Na vsaki 2 minuti bo avtomatski defibrilator želel preveriti ritem. Kdaj si naredil prvo pomoč na zadnje? 5 let, 8 nazaj. No, jaz pa 25 let nazaj. Tako da sem se dostakrat sprašal, kaj če pride do krize, ne daj Bože, da ti fotra pade. Dobro, da sva midva zdaj to pogledala in midva zdaj to spet znala. Ajde, uleš se na tla, da mi da stestiramo. Neću. Ajde, gremo dam, ajde. Ajmo. Pić.